Kako ocenjujete stanje vezano na ravnanje z azbestom v slovenskem gradbeništvu? Torej, mi v gradbeništvu ocenjujemo, da bi bilo tukaj moč narediti več, da torej, odgovornost za to, da se ta azbest po najkrajši poti odnese na legalna odlagališča, bi morali urediti na način, da pri tem sodelujejo tako investitorji, projektanti kot izvajalci. Zaenkrat je breme pretežno na izvajalcih, kar seveda glede na to, da je azbest predvsem pri rušitvah objektov ni tako enostavno identificirati in glede na to, da so te pogodbe, ki jih investitorji sklepajo z izvajalci, pogosto pavšalne z fiksno ceno in najnižjo ceno, seveda potem je interes za to, da se ta azbest identificira in odstrani tako, kot je potrebno, relativno majhen. Da bi se to povečali, bi želeli, se pravi, da vse trije deležniki, investitorji in projektanti in izvajalci čutijo pritisk, da je treba zadeve urediti in da se potem odgovornost ne prenaša od enega do drugega. Navsezadnje so izvajalci tisti, ki so sicer izjemno zainteresirani, da njihovi zaposleni niso izpostavljeni azbestu in so tukaj se prav gotovo pripravljeni narediti svoje, če bodo tudi ostali pri tem vključeni in morali pač opraviti tisto, kar je potrebno. Katere aktivnosti na področju varstva in zdravja pri delu je v zadnjem času za svoje člane pripravila GZS, Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala? Torej, mi smo lansko leto že organizirali tukaj mednarodno konferenco, sodelovali smo tudi na mednarodnem projektu na tem področju. Letos smo takoj v začetku leta šli v pripravo tele delavnice, ki danes poteka, in pripravili smo tudi nekaj materialov za naše udeležence, ker želimo, da je ta tema stalno odprta. Azbest bo v naših objektih še naslednja desetletja in gradbeništvo bo tisto, ki bo vključeno v njegovo odstranjevanje z vsemi tveganji, ki pač doletijo vse tisto, ki so pri tem udeleženi. Kdaj se torej pričakuje vrh tovrstnih obolenj in kakšni so potem trendi za naprej? Ja, pričakovali smo vrh bolezni povezanih z azbestom okrog leta 2020 do 2025, glede na to, da smo ukinili uporabo in uvoz azbesta v letu 1996 decembra, vendar se bojim, da leto 2020-2025 ne bo. To pa zaradi tega, ker je vse odvisno od tega, kako odgovorni smo do odstranjevanja azbesta. Če se bomo pri odstranjevanju ogromnih ton azbesta, ki imamo še ugrajenega v okolju, obnašali neprimerno, to pomeni, da bomo še dodatno izpostavljeni tako tisti, ki bojo delali kot prebivalci, potem bo ta vrh pomaknjen seveda v leto 40, 50 ali pozneje na sredo tisočletja. Ali pa še dlje. Kaj pa potem trendi, bo potem sledil upad? Ja, to iskreno upamo, vendar izkušnje držav, ki so prepovedali uporabo azbesta in se zelo odgovorno obnašale do čiščenja, kažejo samo doslej v svetu na Finskem, da se je vrh oziroma pik, pravimo temu vrh, pojavljanja mezotelioma, to je raka, ki je neposredno povzročen z azbestom, se umirja. Težko pa rečejo, da je dosegel vrh. To je edina država v svetu. Kakšna so zdravstvena tveganja pri sanacijah AC cevi in kakšni so pravilni postopki dela? Azbestno-cementnih cevi imamo še kar nekaj v Sloveniji po naših vodovodih, tako da je tukaj ta tema kar aktualna v primerih, ko prihaja do okvar. Vemo, da azbestno-cementne cevi imajo že svojo življenjsko dobo proti koncu, ker so jih vgrajevali v glavnem v prejšnjem stoletju in po 30, 40, 50 letih je ta življenjska doba že pri koncu, zato so zelo pogosti lomi, okvare, razpoke na teh ceveh in v teh primerih pač ali gre za sanacije, veliko upravljavcev se pa že odloča za kompletne zamenjave, tako da nekako veljajo ta pravila, ko se upravljavec odloči, da bo zamenjal vodovod, da bo zamenjal kompleten vod, potem je pravilo, naj te cevi ostanejo v zemlji, v tleh, tako kot so, se zasujejo in zraven se potem položi nov vod. S tem, da je treba potem tudi označiti, kje te stare azbestno-cementne cevi ležijo.
Ko pa gre za manjša dela, ko gre za sanacije, ko gre za zamenjavo manjših odsekov, takrat je pa bistveno pravilo, da se morajo izvajati mokri postopki, se pravi vlažne, mokre morajo biti te cevi. Potem zelo pomembna je higiena tudi in zelo pomembna so zaščitna osebna varovalna sredstva. Kakšna so vaša opažanja, kaj svetujete izvajalcem gradbenih del na področju varnosti in zdravja pri delu? Ja, na področju varnosti in zdravja pri delu oziroma zagotavljanja varnostnih ukrepov na začasnih deloviščih pri odstranjevanju azbestnih izdelkov je potrebno zagotoviti dosledno izvajanje zakonodaje na tem področju, in sicer, da so zaposleni zadostno usposobljeni za tovrstno opravljanje dela, da so zdravstveno pregledani, da imajo primerna osebna varovalna opremo, da se upravljajo meritve koncentracij na teh deloviščih, da je poskrbljeno za vse mimoidoče in pa predvsem potrebno je opaziti, da čim manj zaposlenih je izpostavljeno tem azbestnim vlaknom pri upravljanju dela. Skratka, opozoriti je potrebno, da izvaja dosledno zakonodajo, ki na tem področju lahko rečemo dobro urejena, žal pa se na tem področju pri pregledu teh delovišč, gradbišč, na katerem se dela z azbestom, žal ugotavljamo tako kot inšpekcija, da se ne izvaja dosledno te zakonodaje in se prekomerno izpostavlja zaposlenih tem tveganjem, ki lahko nastanejo in posledicam, ki lahko nastanejo zaradi izpostavljenosti azbestu.